Dober dan, spoštovani zbrani, spoštovane občanke in občani. Lepo pozdravljeni na to sončno nedeljo. Hvala, da ste si vzeli čas. Veliko veselje mi je, da ste se zbrali v tako velikem številu. Ponovno zbor občanov je namenjen temu, da gremo skozi v bistvu nekako predvsem predstavitev tega, kar se bo dogajalo letos, pa malo tudi zato, da pogledamo, kaj se je dogajalo do sedaj. Vidim, da kljub digitalizaciji pa informacijam, ki načeloma se mi zdi, da lahko dobro tečejo, se v občini pojavljajo take in drugačne zgodbe in se mi zdi pomembno, da pač na istem mestu vsi skupaj lahko debatiramo o tem, kaj se dogaja oziroma kaj je v planih, kaj se bo delalo in na kak način. Opažam, da je potrpljenja postaja vedno manj v nekem pričakovanjih. Zima je bila letos taka, kot je bila, ena izmed najmočnejših v zadnjih 8 letih. Če smo v povprečju na leto v ostalih letih dali za zimsko službo tam okoli 40 tisoč evrov, je letošnja zima odnesla več kot 130 tisoč evrov. Teda imate malo občutka. V letošnjem letu prav tako so zelo uničene vse ceste zaradi pluženja in posipavanja, tako da v konc tega meseca oziroma v naslednjih 14 dneh začenjamo z celovito sanacijo vseh cest, tako da za tiste luknje ali dve na raznih odsekih vam že sedaj sporočamo, da pač bo saniranje v sklopu rednega vzdrževanja. Če se dotaknem malo, kaj smo v zadnjih 8 letih počeli. V glavnem smo vlagali v ceste, se pravi v vzdrževanje, rekonstrukcije, novogradnje, vodovod, celovito javno razsvetljavo, telekomunikacijsko omrežje, projekte in nakup poslovnih sredstev. Zdaj obnova, pri cestah smo obnovljali ceste v Spodnji Senarski leta 2019, rekonstrukcija širitev teka omrežja, urejanje in garmoziranje okolice jezera in ceste, prometna signalizacija za popolno zaporo ceste, izgradnja parkirišča ob jezeru, garmoziranje in utrjevanje bankin, Osek, Porčič, Gočova, Spodnja in Zgornja Senarska, ureditev odvodnjavanja občinski cesti Bundela Osek, modernizacija ceste Porčki vrh Gladenberg, rekonstrukcija ceste Sveta Trojica Zgornja Senarska, ureditev infrastrukture Zgornja Senarska vas, fekalna meteorna kanalizacija, vodovod, prometna signalizacija, ureditev ceste, celotna vrednost projekta je znašala v Zgornji Senarski vas 133 tisoč evrov 695. Redno dosipujemo bankine, krpanje makadamskih udarnih jam, čiščenje multim prepustov, čiščenje obcestnih jarkov v Gočovi, Dobravi in delu Zgornjega Porčiča, garmoziranje cest Osek Gočova. Uredili smo turiško promenado, ureditev ceste in pločnika, vključno z javno razsvetljavo ter ureditev oziroma rekonstrukcija križišča pri kapeli. Ta investicija je znašala 300 703 evre, od tega smo 119 tisoč evrov prejeli sofinanciranja. Zaključevali smo komunalno opremljanje naselja Trojica Jug, vredno 210 tisoč evrov, komunalno opremljanje gradbenih parcel, rekonstrukcija ceste Anžel Majarič v dolžini 300 metrov, rekonstrukcija in adaptacija občinske ceste Šilak-Pelcl v Oseku v dolžini 200 metrov, asfaltiranje Sončne ulice, asfaltiranje na območju Trojica Jug, zaključek komunalnega opremljanja naselja Trojica Jug, ureditev dela ceste v dolžini približno 100 metrov zaradi navezave na krožišče Kmetec, sanacija občinske lokalne ceste Osek Benedikt, gradnja komunalne opreme na odseku ceste D, vsi komunalni vodi in meteorna kanalizacija, vodovod, javna razsvetljava in teka omrežja in odcepi za elektropriključke. Hkrati se je položila tudi drenaža ter zgradila cesta v gramozni obliki. Ureditev odvodnjavanja v Studenčni ulici, ureditev odvodnjavanja meteornih voda in sanacija plazu pod Cafovo ulico, kjer smo prejeli sofinanciranje v višini 63 tisoč evrov. Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč, za kar smo namenili 136 tisoč evrov, gradnja zadrževalnega bazena za meteorne vode za novo naseljeno območje OPPN Trojica Jug, vredno 50 tisoč evrov, čiščenje javnih vodotokov, ki jih je financiral Sklad kmetijskih zemljišč, občina je bila koordinator in pobudnik, komunalno opremljanje stavbnih zemljišč pod Prisojno ulico in na območju Sodarske, Slovenske in tudi izven centra Svete Trojice v Gočovi in Spodnji Senarski. Gradbena dela na komunalni infrastrukturi ob Turiškem jezeru, izkop gradbene jame za položitev optičnega omrežja novega trifaznega elektropriključka pri Brunarici ter zamenjava vodovodne cevi,
Preplastitev in odvodnjavanje državne ceste v Oseku v dolžini cirka 700 metrov, komunalna infrastruktura pri postajališču za avtodome, rekonstrukcija tranzitnih cevovodov na potezi Košaki Počehova, celoten projekt vreden 2 milijona 350, občina Svetrica je plačala za to 13 035, počrpanih pa je bilo še 15 235, potem iz razpisa za regionalni razvoj je šlo 60 943, torej skupni stroški tega našega dela so znašali 89 000 evrov. Bil je zgrajen vodovod, cirka 600 metrov iz smeri Stara Gora Osek, novi vodovod v Verjanah za novo naselje 4 hiš, rekonstrukcija vodovoda v Spodnjih Verjanah, celovita izgradnja vodovoda v Bukovju, izvedba javne razsvetljave na različnih odsekih leta 2019 22 834 evrov. Gradnja javne razsvetljave v Spodnjih Verjanah, gradnja optičnega omrežja in elektroomrežja v letu 2020, javna razsvetljava na cesti pod Dobravo Švarc, javna razsvetljava na Turiški promenadi, nova javna razsvetljava v Presojni, Cvetlični in delu Mariborske ceste leta 2022. Telekomunikacijsko omrežje, v tem trenutku ste verjetno opazili, da se v Oseku se izvajajo hišni priključki, prav tako se trudimo spostaviti celovito izgradnjo tudi v Verjanah, kjer prihaja do manjših težav, predvsem zaradi tega, ker ne dobimo služnosti od občanov, kar nam onemogoča izgradnjo položitev elektroomrežja v zemljo in sočasne izgradnje optike. Tam imamo tak v upravljanju oziroma v pogajanju gre za 5 gospodinjstev, za katere iščemo za rešitev skupaj z Telekomom. V glavnem je pa cilj zaključiti 100% za vsa gospodinjstva. Potem, kar smo delali na projektih, je bilo preplastitev športnega igrišča, pa pravilo stopnic, prebarvanje golje, obnovljene tribune, zasaditev, kar so počrpali denar iz Fundacije za šport, postajališče za avtodome, počivališče in parkirišče za avtodome v jezeru, tako smo tam postavili kavne avtomate, trenutno tudi ta avtomat kmetije Duh, v tem tednu prihaja še paketomat, menimo, da bo verjetno v tem tednu prišel poziv pobuda še od ostalih ponudnikov paketov. Potem v gibanju brez ovir, izgradnja klančine, varnostna ograja z držalom, vhod za menjavo vhodnih vrat in nadstrešek pri kulturnem domu Sveta Trojica. Omogočil se je neoviran dostop v kulturni dom predvsem otrokom, starejšim, gibalno oviranim, mamicam z vozički ter ostalim ranljivim skupinam. Namestili smo 10 dostopnih točk na 7 lokacijah, gre za evropski razpis. Obnovili smo avlo kulturnega doma, obnovili stopnice do cerkve, gre za ročne stopnice. Otvoritev ambulante družinske medicine v letu 2019, kar mislim, da je predvsem danes jasno, kako pomemben je bil projekt je bil to, da smo dejansko se lotili tega leta 2019, da smo dobili ambulanto, ki je v tem trenutku polno zasedena. Leta 2020 smo tako podelili koncesijo za družinskega zdravnika za obdobje 15 let, se pravi do leta 2035, ima dr. Emir Šič tukaj tudi koncesijo. Širitev programa za dodatnega 0,5 tima družinske medicine, kar smo ponovno zaprosili, da se je lahko vpisalo še več zdravnikov, še več pacientov. Kupili smo vozilo za režijski obrat leta 2019, kupili smo traktor z mulčerjem leta 2021, ustanovili smo Zavod za turizem Sveta Trojica, ustanovili smo Trojica Fest, trilogijo, Nedeljo ob jezeru, Zimsko pravljico in sodelovali v nacionalnih oddajah. Načrtovani projekti, bom pa, tu imam stari, v glavnem zgradili smo kolesarko T3 med krožiščem pri Kmetecu in odcepom Zgornja Senarska, izgradili smo kolesarko T3 med krožiščem pri Kmetecu proti Radehovi, preplastili smo ceste pri Kmetecu po končni gradnji kolesarke, sanirali smo poškodbo na asfaltih v krožišču pri Kmetecu, novo krožišče Radehova Zgornji Porčič pri naslovu Ptujska cesta 1. Vodohram Zgornji Porčič je bil delno rekonstruiran, novo vodovodno omrežje v Oseku in vzdrževanje in potrebna zamenjava na hidrantnem omrežju. Zdaj pa grem, to je bilo za pregled preteklih let do leta 2025.
Zdaj pa gremo na prvo točko današnjega dnevnega reda. Gre za predstavitev situacije našega gradnje novega skoraj nič energijskega vrtca. Zdaj ponavljal se tu ne bom za vse, kar se je dogajalo prej, ste tega tako več kot je bilo verjetno dovolj povedano. Če ne, ste tudi imeli možnost to prebrati v medijih. V glavnem, septembra 2025 je občina ponovno prijavila projekt izgradnje novega skoraj nič energijskega vrtca Sveta Trojica na razpis Ministrstva za vzgojo in izobraževanje. Naj poudarimo, da smo edina občina, ki je dvakrat zmagala razpis. Prvega veste, da nismo mogli črpati. Tako da smo decembra 2025 prejeli sklep Ministrstva za vzgojo in izobraževanje o dodelitvi sofinancerskih sredstev v višini 1.683.799 evrov. Decembra 2025 je tako občinski svet sprejel odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta in aprila 2026, se pravi v tem mesecu, bo objavljen razpis za podelitev koncesije za gradnjo in upravljanje novega vrtca. In tako je načrtovano, da se bo da bo se gradnja novega vrtca začela že julija 2026. Tu bi še mogoče samo direktorico, da mi da podatek, ker ona ve točno številke. To ni edini razpis, ki smo ga dobili za vrtec, se pravi ta 1.600.000 in zmagali smo tudi na razpisu za povedi. Bom povedala. Torej na razpisu za pridobitev kohezijskih sredstev. Čakaj, me slišite? Ja. Smo prijavili projekt v cilju zelene infrastrukture, zeleno streho našega vrtca, skupaj z ureditvijo igrišča in bili umeščeni v nabor izbranih projektov iz tega cilja. Za namen pridobitve sredstev pa računamo 854.000 evrov sofinancerskih sredstev, ker celoten projekt izgradnje zelene strehe z ureditvijo igrišča je vreden 1.059.000 po projektantskih ocenah. Tako da v letu 27 do 29 bo treba še teh 854.000 evrov počrpati. In to pomeni, da skupaj z 1.683.000 bomo nekje 2,5 milijona v celotni vrednosti po projektantski oceni našega novega vrtca zagotovili iz sofinancerskih sredstev strani države ali pa Evrope. V nadaljevanju bomo pa še na Ekosklad prijavili, ker gre za nič energijski vrtec, tudi projekt in računamo nekje na 0,5 milijona še iz tega naslova pridobiti sofinancerskih sredstev. Hvala. Kar pomeni, da če nam bo uspelo tudi na Ekoskladu, bomo nepovratnih sredstev počrpali skoraj pol, vsega skupaj nekaj čez 3 milijone, kar nas uvršča na prvo mesto po črpanju tudi tega projekta. Občina je, če gremo na sanacije po neurjih, vemo, da vprašanje bo pol na koncu. Samo da predstavimo do konca. Občina je iz programa odprave posledic v neurjih v letu 2023, sami veste, da smo imeli kar precej težav, sprejela država, uspešno izvedla 4 projekte za obnovo občinskih cest, ureditev odvodnjavanja in predvsem sanacije plazov in sicer. V sklopu teh projektov smo sanirali cesto Štok-Robič, ureditev ceste in odvodnjavanja. Cesto Gočovski vrh pri Frasu, ureditev ceste, plazu in odvodnjavanja. Radgonsko cesto, ureditev ceste in odvodnjavanja, gre za tam mimo Škerget Šebinek. Plaz Osek 33, sanacija plazu in ceste ter odvodnjavanja. Se pravi, to je Osek Brengova. Za sanacijo po neurjih je za omenjene ceste v letu 2025 občina prejela sofinancerskih sredstev od države v višini 335.600. Ob tej priliki bi se, oziroma za sanacijo plazu Osek Brengova, ki se je zaključila letos 31.3.2026, pa bomo v letu 2026 prejeli še dobrih 300.000 vrnjenih sredstev za sanacijo ceste Osek Brengova. In ob tej priliki, vidite, bi se rad zahvalil naši občinski upravi, ki je dejansko počrpala ves ta denar.
Če gremo naprej na kolesarske poti, gre za projekt, ki se je začel leta 2021, zdaj smo v zaključni fazi, ko gre za ureditev pogodb oziroma izplačila. Torej do leta 2023 je bilo izvedenih nekaj več kot 7 km kolesarskih površin v občini. V letu 2024 so bili zaključeni elaborati urejenih mej za predajo na geodetsko upravo. Tu bi rad poudaril, sami veste, da je ureditev mej v naši občini kar velik problem in prav ta projekt je mogoče prisilo malo tudi lastnike zemljišč, da so se te meje uredile, prav tako, da smo uredili dejansko meje med našimi lokalnimi cestami in pa lastniki zemljišč. Tako je v letu 2025 so bila zaključene cenitve poročila in pripravljene pogodbe za odkup zemljišč. V letu 2025 je bilo izplačanih 11 pogodb. Zaradi obvezne tehnične posodobitve občinskega prostorskega plana lansko leto so se spremenile namenske rabe teh nekaterih zemljišč in zato je potrebna ponovna cenitev in popravek pogodb. Gre za to, da je z izgradnjo kolesark so to postale gradbene parcele in jaz mislim, da boste dobili tisti, ki ste pač v tem sklopu celo nekaj več izplačila zaradi tega, ker je vaša parcela vredna več. Tako smo v letu 2026 ponovno izvedli cenitve in v proračunu letošnjega leta imamo namenjeno nekaj več kot 60 000 evrov še za odkup zemljišč, ki ga načrtujemo zaključiti do septembra tega leta. Zdaj pa na projekt, ki se mi zdi, da se bo zaključil lansko leto, smo ga začeli, gre za sanacijo pokopališča in vežice. Se pravi, v naslednjih dneh se začenja ureditev, ne vidi se tam, nič vidim. Lahko, prosim, Žana. Sploh se več ne vidi. Tudi prej niste videli slik, ko smo pokazali, ko so. V glavnem začenjamo z izgradnjo parkirišča pri pokopališču. Gre za, to bi rad, da vidite sliko. Po levi strani bojo bočna parkiranja, na desni strani so taki uji. Uredili bomo tudi asfaltiranje. Se pravi, s tem bomo v celoti zaključili to sanacijo pokopališča, obenem pa računamo, da bomo v jeseni začeli še sanacijo vežice in tudi to, če nam bo uspelo, boste videli na sliki. Bomo se vrnili pol nazaj. Če gremo na predvidene sanacije cest v tem letu, imamo v naslednjih dneh se bo začela sanacija ceste od občine do samostanskega dvorišča, vključno z cesto tukaj Mestna Ričeva 1 do starega vhoda v osnovno šolo. Se pravi, zgoraj pride na novo urejeno parkirišče, ostaje tisti stari štor od Kostanja, ki je tam not. Odstranjena bo v celoti živa meja, ker se mi zdi, da pač ne omogoča dobre vidljivosti in se lahko hitro povozi kakega otroka, teda v celoti se bo odstranila živa meja in se naredil nova zasaditev. In pa v letošnjem letu iz večjih stvari je planirana še Dunzgasa, gre v sklop sanacij v dolžini cirka 300 metrov ceste. Prav tako imamo namen asfaltirati še Sodarsko in pa naselje Gočova Štebih. Evo, to je to, kar je letos planiranega za to leto. Zdaj pa odpiram razpravo, tako da Žan bo poskrbel, da boste dobili mikrofon. Vi ste se javili? Jaz sem se javil zaradi vrtca, tam ne, ker dvopartitni sistem, taki ko je škodljiv za občinski proračun naslednjih 15 let. 600 000 evrov letno plačati koncesionarju klubov, je to velik zalogaj za proračun. Podpisali ste ga vi osebno, pač vaša klub, brez, kdo ga je podpisal, ne vem. Krajani v glavnem, ne vem, če so bili mogli referendum ali neki način se zmeni, če so za to zadevo. Razumete? Drugače ste vi odgovorni za ta podpis
ki bo uničil naslednje, ker vi vprašanje naslednjo leto župan. Kjer je god bo prišel, ne mogo nič narediti. Vi rekli, da te proračunska sredstva na neki drugi način videli. Na tak način ne, da se za 15 let kredit najamete, pravzaprav to pravite, da ni kredit, je kredit. Ker bo ga mogli občani odplačati iz proračuna, iz glavarnine, se bo plačalo to. In če je to samo vašo, boste pa vi osebno, vsi, kjer ste podpisali, kjer ste v občinski upravi, finančno plačali. V bistvu smo za čisto vse odgovorni mi, ne, moji podpisi so na vseh dokumentih. Niste se posvetovali z občani, če so za dvopartitni sistem. Razumete? Ja, vi ste to osebni podlagi napravili. In to bremenite 15 let celo. Ne vem, kaj bo več na to. Ja, vse imate kaj reči. Samo osebno boste odgovarjali, tudi finančno, ne samo kazensko, za tako zadego. Vem, vi ste bili podpisani tudi na tistem papiru, ko ste bili proti vrtcu, ne? Takrat se mi zdi, če se prav spomnim. Ja, jaz pa vem. Končno mora biti konstrukcija prej speljana, da se sploh gre kakve investicije, ker vi imate megalomanske projekte, ki so neuresničljivi s tem, koliko naša občina denarja ima. Jaz ne vem, če ste slišali o tem, da dobimo več kot pol nepovratnih sredstev. 15-letna je koncesija za upravljanje vrtca, s katerim zagotavljamo tudi to, da imamo pač 15 let neko garancijo. Tako da jaz mislim, da ta projekt boljše poznam. Če boste rabili dodatno pojasnila, vam jih z veseljem podamo. Direktorica, za bolj strokovno. Ok, hvala. Hvala za besedo. Gospod se ni predstavil, se opravičujem, vas ne poznam. Danijel, Vričič. Kako? Vrečič, Danijel. Gospod Vrečič, odkot vam informacija, da bo to stalo 600 000 evrov 15 let občino? Odkot? 56 000 je bilo na tistem gor mesečno. Na kjerem? Na nek dopis je bil iz občine. Nobenega dopisa iz občine ni bilo. Če dovolite, hvala, bom jaz, če mi daste zdaj besedo, razložila vsem, da ne boste zavajani strani laične javnosti. Prav? Dovolite? No, poslušajte. Zadeva je taka, da mi tega ne bomo z kreditom samo financirali, ker je res, da z 2-milijonskim proračunom nobena občina ne dobi za 7-10 milijonov za take velike investicije niti dovoljenja vzeti kredit, ker je kreditno nesposobna. Zato smo že 5 let razlagali v tej občini, preko občinskega sveta potrjevali projektno in investicijsko dokumentacijo, ki je javna in jo je čisto vsak od vas lahko prebral na spletu in jo lahko še danes. Investicijski program je prikazana tudi ne samo projekt kot taki, ampak tudi finančna konstrukcija. V finančni konstrukciji se vidi, kje so zamišljeni in postavljeni realni viri financiranja. In kot sem povedala, en del virov so sofinancerska sredstva iz razpisov, drugi del, v večji meri, en manjši bo na občini, so pa sredstva zasebnega partnerja. To so zakonsko dovoljeni modeli, kako se lahko velike investicije tudi v majhnih in seveda velikih občinah izvajajo. In zadeva je bila preučena, premišljena, nihče od nas, mislim, da se je dokazalo v zadnjih 6 letih, ni tako odgovoren, da bi to občino postavil v situacijo, kakršno smo mi dobili v roke, kar se tiče finančnih možnosti, in smo ves čas zagotavljali uravnoteženost proračuna. V zadnjem letu smo tudi, v zadnjih 2 letih smo tudi kar nekaj 100 000 sredstev 31.12. pustili na računu občine, ki so bila potem naprej v naslednjem proračunskem letu namenjena za investicije, in tako bo tudi v prihodnje. Tale konstrukcija ima vire financiranja in ima skozi ministrstvo potrjene informacijske
investicijske programe, tudi na sami prijavi moraš ti dokazovati, da imaš vire sredstev zagotovljene, da jih bo občina zmogla. In strah, ki ga vi izpostavljate, je laičen, neargumentiran in nestrokoven. Zaradi tega, ker noben ne bi mogel, tudi če bi želel iti v projekt, kjer bi ne mogel zagotavljati mesečnih ali pa letnih obveznosti za izvajanje kateregakoli projekta, tudi tega za izgradnjo vrtca. In imamo narejene finančne konstrukcije, proračun vsako leto dobiva nekaj več sredstev iz povprečnine, ker se pač stvari razvijajo in od leta 2019, ko sem prišla, nismo imeli niti 1,5 milijona zagotovljenih sredstev, danes jih imamo nekaj več kot 2 milijona. Plus tega še sami z NUSZ-jem in z obračunom kanalščine prispevamo nekaj več kot 200 000 evrov na leto in je to 2 milijona 200 000 evrov ta trenutek fiksen denar, ki ga občina dobiva za izvajanje svojih obveznih in izbirnih nalog. In da brez skrbi ne bomo zadolžili občino, da 15 let nihče ne bo mogel nič delati. Jaz bi pri tej točki dodal še eno stvar. Še eno, če dovolite, župan, za primerjavo. Poslušajte, bom vam potem dala besedo. V naše kolesarke je ta občina vložila 3 milijone denarja. Od tega smo za 1 milijon v letu 24, v letu 23 morali vzeti kredit in smo bili nelikvidni. 3 milijone, takrat, ko smo imeli 1 800 000 proračuna, smo vložili v kolesarke v roku 2 let. Tudi zdaj pri tem projektu bomo, če je ta trenutek ovrednoten po projektantski oceni na natanko 6,5 milijona, 3 milijone bomo zagotovili sofinancerskih sredstev. Torej mi ne bomo ne 7, ne 10 milijonov kreditov jemali, ampak bomo največ 5 milijonov rabili strani zasebnega partnerja v 15 letih vrniti. Pa ne samo za kredit, za anuitete, ampak tudi za upravljanje. Hvala. Jaz se verjamem, da je to mogoče. Gospod, jaz mislim, da je to totalno brezvezna debata, ker nimate dobenih strokovnih podlag. Mi smo to razložili. Jaz bi rad samo poudaril, Super. Hvala lepa. Gremo naprej? Izvolite. Jaz bi prosil tudi mogoče ravnateljico v tem primeru, da lahko ti sama pove, s kakimi težavami se pa srečujemo v šoli. Najprej bi rad poudaril, da je, odkar je Nataša Bauman, ravnateljica, občina imela več kot, šola imela več kot 16 inšpekcij poslanih, da se ne pogovarjamo o tem, da jih imamo tudi na občini vsaki mesec kako. Tako da smo se že navadili na to. Evo, ravnateljica. Lep dober dan. Najprej bi se na tem mestu iskreno zahvalila občini Sveta Trojica, vsem svetnikom, vsem seveda celotni lokalni skupnosti za vse, kar se v ozadju pripravlja in dela za nastanek novega vrtca in pa seveda za vsako šolsko leto sproti. Prepričana sem, da nihče med nami tukaj v dvorani ne ve, koliko je potrebno narediti, kaj vse je potrebno pripraviti, storiti, predpripraviti, kaj vse pogoltniti, zato da zadeve stečajo. Vrtec gradimo 15 let. Jaz sem bila v svetu staršev, ko smo začeli o tem govoriti, in 15 let, spoštovani občani, je preteklo neke borbe, nekega prizadevanja za to, da bi vrtec stal. Z eno besedo, mi ga nujno potrebujemo, ker ne znate si predstavljati, kako se počutijo kolegi, kolegice na občini, kako se počutim sama, ko me pokličejo starši, mladi starši, ki se k nam priselijo ali so tukaj, dobijo naraščaj in me vprašajo, ali je možno računati na vpis otroka v vrtec. To je ključna stvar, imeti otroka na varnem, iti brezskrbno v službo, kajti s tem služiš ne samo za svojo družino, pač pa tudi za kraj in še bi lahko naštevala. Mi vrtec
nujno potrebujemo. Zato vas iskreno in iz vsega srca vljudno prosim, da začnemo razpravljati, če že razpravljamo o stvarih spoštljivo, da izpostavljamo stvari, ki jih poznamo, ne kar nekaj čez palec. To zelo prizadene, pa ne samo prizadene, zaustavlja. Zaustavlja številne procese, zaustavlja delo. Tako kot je rekel gospod župan, mi smo imeli v letošnjem šolskem letu od septembra do konca februarja 6 anonimnih prijav za vrtec v kulturnem domu. Dragi moji, povejte prosim to naprej. Mi se od 5:30 zjutraj, čisto vsak dan, do 4:30 popoldne krvavo trudimo. Vzgojiteljski tim je izjemen. Dajo vse od sebe, ne samo odgovoren. Če kličete na odgovornost nekoga za denar, to je odgovornost za življenje, dragi moji. In res vas odkrito prosim, dajte ljudem, ki imajo znanje, ki imajo vajeti v rokah, delati, da bodo lahko delali. Ne znate si predstavljati, da dan je premalo dolg. 24 ur je premalo dolg jih, da lahko opraviš vse, kar tako ali tako že kliče zaradi obveznosti. Kaj šele, ko nekdo nagaja? Bodimo razumni, bodimo ljudje in ne vmešavajmo se v stvari, ki se nas ne tičejo. Za finance bo poskrbela občina, občinska uprava in vsi vzadej. Se vam zdi, da ne odgovarjajo za to? Odgovarjajo. Hkrati pa, kdo med nami je v tem trenutku pred vhodom v telovadnico odštel, 50 evrov za vrtec? Lepo prosim, razumno, srčno, za nami so mladi ljudje, na mladih svet stoji, a si lahko drznemo tako neodgovorno in tako da zavlečemo stvari in nesramno drug do drugega. Ne moremo si tega privoščiti. To nas pušča tukaj. Hvala. Hvala lepa. Jaz bi rad tu, ko smo že pri inšpekcijah, bi rad poudaril, da sem sam dal skozi v teh 7 letih tudi 12 kazenskih ovadb, pa so se padle, tako da toliko za informacijo, no, gospod Vrečič. V glavnem, gremo naprej. Izvolite, gospod Golob. Tu, Žan. Počakajte, sem vam prinesel mikrofon, samo malo. Samo roko dvignite, da vas vidi, Žan. Ja, Golob, nisem župana ni žlahta, oziroma predsednika. Prihajam iz stare poti. Rad bi samo osvežil tiste obljube izpred 3 let, ko smo bili tukaj, ste mi obljubili, da boste prišli sanirati tisti pas, zeleni pas, tu na stari poti, ko je vhod dejansko. Ta zeleni pas je med asfaltom in med to škarpo, ki je bila postavljena, mislim, da malo grdo zgleda. Zateka, prvo to, drugo je to, nujno je potrebna ograja, ki je bila tudi obljubljena, mislim, je kritično za sprehajalce, jaz to, ker sem neposredno tam doma in to opazujem. Otroci hodijo gor, zraven gre pes in doskrat otrok ne ve, kam bi skočil. Tako da je tu zelo nevarno, ne vem, odgovornost, kdo bo to potem prevzel, če se kaj zgodi. Drugo to smo rekli, to ne vem, za komunalno, kdo je odgovoren. Pot v Dobravo sem opozarjal tudi, ne pride doben pogled, tam je zabasan celi kanal Jarek, zateka cela cesta že proti Lovskem domu dol. Mislim, da bi trebalo priti pogledati in boste videli, da je to nujno potrebno. Jaz vam samo toliko povedati, tako da prosim, če bi se to v bližnji prihodnosti tudi lahko izvedlo. Najlepša hvala. Hvala lepa. Jaz bi rad, hvala za to, sem seznanjen s tem. Jaz bi rad povedal še eno stvar, da nas je v občini zelo omejeno in tu imamo samo Žana v tem trenutku, ki dela v režijskem obratu.
Marija je bila teh 14 dni na dopustu, odhaja pa tudi v penzijo v septembru, tako da iščemo še dodatne delovno silo. Bi pa podaril eno stvar, mi smo letos res, oziroma lansko leto predstavili, imate na spletni strani, mislim, s tem nam pomagate, ne rabite hoditi niti na občino. Na spletni strani imate zavihke sporoči občini, mislim, da je, in imate not prijava napak, kjer lahko konkretno prijavite točno določeno napako, tako da za ta prepust. Jaz vem, da ste mi to že rekli, pa si jaz mogoče pozabil povedati naprej. Preko tega spletnega obrazca dobi mail, občinska uprava je poknjižen in tudi gre takoj na režijski obrat in to lahko Žan mimo grede uredi. Tako da vas prosim še za to, mislim čisto toliko, da hitreje bo teklo. Naprej. Slavek Štefanec. No, jaz bi glede tega nesrečnega vrtca povedal to, da je en veliki kamen spotike v naši občini je to, ker se uradno ne prizna to, da se ogromno občanov z to lokacijo ne strinja in za to lokacijo je bil edini predlog na kakšnem drugem primeru, da bi v centru bil vrtec, pa se ni dovolj storilo in ni bilo tega interesa. In večini ljudem ne ustreza ta lokacija, pa tudi zaradi oddaljenosti in te močvare takšnega terena, kot to je. To bo občutno višja investicija, kot je zdaj predvidena. Še skoraj nikjer se ni izteklo to tako po predvidenem finančnem programu, kot se načrtuje. In bil bi srečen, če bi to bilo ta objekt brez nesreč, brez poplave in da bi se otroci resnično dobro počutili, da bi ta sanjska zamisel, da je ta lokacija edina prava in najbolj poceni, da bi potem bila učinkovita. Ne morem pa razumeti tega, da so lahko ministrstva ustrezno za te stvari tako prilagodila nekomu skoraj v osebno korist. Realna pot pa je bila tako pristranska, da še bo mogoče resnično nekoga nekoč bolela glava. Da imam zdaj mikrofon v rokah, pa bi še rad to, da se danes na tem zboru da tudi odgovor glede te promenade, zakaj še ta objekt ni dokončan in kakšni so dejanski stroški zaradi tožbenih pojavov. Naslednje je to, da kdo se dobro počuti v občini, če pred samopostrežno trgovino tlakovce štrlijo ven, ljudje se spotikamo, nekateri padajo in na opozorilo, da se je treba to odpraviti, ni praktično niti pravega odmeva, še manj pa, da bi se to storilo. Kje je to dober standard oziroma humano življenje? Drugo, v Trojici bo potrebno tudi sprejeti odločitev, kako dolgo še bomo v Trojici, v tej občini, ki je tako strašno opevana v javnosti, imeli samo navadno mrliško vežo, brez možnosti za izvajanje ostalih storitev, torej z cerkvenimi, kot imajo zdaj že v večini, če ne v vseh ostalih občinah. Hvala, Slavek. Evo bom na to zadnjo vprašanje najprej odgovoril. V mojem mandatu, kjeremkoli,
Zagotovo ta vežica ne bo taka, da bomo tam imeli, da bo se tam opravila ta pogrebna slovesnost. Zato, ker se mi zdi totalna neumnost, da pri taki cerkvi vlačimo pokojnega v malo vežico. Jaz mislim, da je to ena naša tradicija, mi bomo to vežico sanirali letos, uredijo se novi tlaki, urejeno bo pokopališče in zdi se mi pomembno, da ostajamo tu nekako zavezani neki tradiciji. To vežico lahko gradimo toliko, da bo pač odšlo 50 ljudi ali pa 100, pa še vedno pač se mi zdi neumnost. Če jaz umrem, lepo prosim name, dajte tam, ne imeti tam v tej vežici, te slovesnosti, ker hočem, da se to naredi v cerkvi. In dajmo, in želim si, da samo spremenimo način tega, kar bom tudi predlagal naprej, se za večinoma pogrebov se že na ta način upravlja, se pravi, da se pokojnega pripelje v cerkev in se naredi samo ena smer do pokopališča. To je moje stališče, okoli tega vežica se bo sanirala, bo pa mogoče kadarkoli bomo imeli dodatna sredstva, da bi to vežico večali za tiste, ki bi pač želeli biti tam, opraviti to pogrebno slovesnost, bo mogoče pa kadarkoli v prihodnje. Sam si pač tega res ne želim in zdi se mi slabo do cerkve, do vsega, karkoli pač imamo. Na koncu pa gledamo, da ni župnika, pa ni ne vem česa vsega, če pa ne izkoristimo niti infrastrukture, ki jo imamo. Naprej, Lidija Lepoša. Dam še odgovor Slavkotu za Mercatorove tlakovce. To je Mercatorova parcela. Občina nima nič s tem. Tako da dajte tam predlagati mogoče kak e-mail poslati na Mercator, mi smo to že pošiljali. O lokaciji vrtca, sploh ne moram reči, da še se mi vedno pogovarjamo. Slavek, vem, da ste v isti ekipi, ki ste teh 12 ljudi, zdaj se vem, če toliko, da je cela občina proti, vi se gibate v okrogu teh 12 oseb in en drugega spodbujate. Tako komentiranje se mi zdi popolnoma neumno in žaljivo do nas, da govorite o pristranskosti ministrstev, to pa je res absurd. Tako da to je vse, kar imam zapovedati, bi pa si želel, da svojo energijo, glede to, Slavek, da ste bili v zgodovini pomemben del naše skupnosti, v zadnjih 7 letih pa vidim samo negativo. In vse, kar se dela proti. Tako da dajte najti kakšen koncept ali pa kakšen projekt, kjer boste prišli na občino in boste rekli, to bi pa mi naredili. Verjetno? Mi dovolite, da samo strokovno odgovorim na prigovarjanja, da je tam močvara in poplavno območje. 100-tič že povem, februarja 24 smo tukaj imeli zadnji, kolikor se jaz spomnim, zbor občanov in je bila tema vrtec. In smo jasno in glasno povedali, če pa koga zanima, pa lahko pridemo, pa še papirje pokazali. Mi imamo narejeno, ker je to bila zahteva mnenje dajalca, to je Direkcije za vode, poplavno študijo, ki je stala preko 20 000 evrov in imela 3 recenzije, preden je bila dokončna, da smo mi sploh lahko prišli do vseh potrebnih pozitivnih mnenj in vložili za gradbeno dovoljenje, dokumentacijo. In jaz bi res lepo prosila, ne govorite več kdorkoli od Trojičanov, da se načrtuje gradnja na poplavnem območju našega vrtca, ker to ni res. Pa saj smo vendar tukaj resen upravni organ, ki dela zakonito in strokovno in se zavedamo odgovornosti do vas, ne samo do inštitucij, ki nas kontrolirajo. In ne vem, kdo bi bil tako drzen in neumen, da bi na poplavno območje, ko poznamo, kakšne imamo situacije s plazovi in poplavami v celih Slovenskih goricah, tudi pri nas v tej občini, šel planirati gradnjo družbenega objekta na poplavnem območju. In ne vem, kdo vam daje take informacije, pa vse papirje imate, tudi te študije so na spletu in dajte si prebrati tudi vi, gospod Štefanec, pa ne govorite in ne širite, lepo prosim, laži po občini. Jaz bi rad. Čeprav se mi zdi že popolnoma nesmiselno, da spet še to poudarjam, pa bom to, ker velja za oba, ko govorimo o parceli, pa o stroških, pa o vsem tem, kar nam zdaj razlagate. Mi smo izbrali to lokacijo kot prvo. Objekt novega vrtca
bo daljši, kot je telovadnica pa trenutna šola. Ta objekt je daljši. Zdaj mi pa najdete en prostor, ki je v občinski lasti, da ga tam postavimo. Ga ni. Objekt bo dolg 110 metrov. Jaz ne vem, če se danes mi zavedamo, kak megalomanski projekt to je. Seveda je potreben, zagotovo. In o tem, če potreben bo pa odločali, ne vem, šola, vrtec in pa statistika prirasti v naši občini. Naj poudarim, da smo na prvem mestu po priseljevanju v državi. Občina se je povečala od leta 2018 do danes za več kot 300 občanov. Pri tem, da smo na prvem mestu tudi po črpanju evropskega denarja. Tako da ne eno, ne druga zadeva vam ne pije vode, dajte si najti nekaj drugega. Izvoli, Lidija. Jaz bi samo eno repliko za gospoda. Večina občanov podpira ta projekt vrtca, sploh ta mladi, ker ga potrebujemo in vsi tudi podpiramo lokacijo, na kateri je oziroma na kateri bo, ker ljudje hodijo tja v službo, odložijo otroka po poti in ga potem po poti tudi vzamejo. Zakaj bi se tu gužvali, tako se že zdaj gužvamo, ko otroke pripeljemo v šolo in vrtec, kjer ni sploh nobenega prostora. Teda to bi rada povedala tem nevernim, mi občani podpiramo ta projekt in podpiramo ga na lokaciji, kjer je. Jaz sem pred leti celo sama ugotavljala, ali je tam poplavno območje, nekaj sem razmišljala, da bi fizioterapijo tam naredila in sem hodila gledati, ko so bile poplave. Prav šla sem do tega prostora in sem ugotavljala, ali je kaj poplavljeno in edino tam ni bilo nič poplavljeno. Bila je ena mala lužica pa par žabic. Toliko samo o tem, kak je tam poplavno območje, ni. Drugje okrog je, dokler niste sanirali okrog jezera, tam pa ni bilo nič. Tako da, hotela sem samo dati malo spodbude občini, mi podpiramo to, ta ena mala skupina ljudi pa pač ima svoje mišljenje in ga bo očitno vedno imela enakega. Tako da podpiramo tudi to, da so to megalomanski projekti, zakaj ne bi imeli mi nekaj velikega v Trojici, čeprav smo mala občina. Zakaj ne? Sanja je veliko in vse bo lepše. Boš dala tu samo gospodu Perku mikrofon? Jaz bi, Perko Darko iz Zgornja Senarska, resnično bi pozdravil celotno občinsko upravo, župana, direktorico, podžupane, ki ste ta projekt speljali tako daleč. Ta objekt bi že stal, če se ne bi toliko nagajalo. Stal bi 50% manj, kot slišimo zdajšnje številke. Vse se draži, vrtec je prepotreben za občino. Če vidimo, društva so, ogromno društva je ostalo brez prostorov, seveda, ker vrtec je prepotreben. Sploh, kar je pa normalno, da se občina razvija, da se priseljujejo novi občani, mlade družine. Jaz bom rekel samo pozdravljam ekipo in upam, da bo vrtec čim prej končan. Najlepša hvala. Jaz bom hitro dala še eno prošnjo k temu. Začnimo zidati vrtec, nehajmo debatirati okoli tega. Prosim lepo, v davnini je stalo ljubljansko barje in je bilo vse v redu, zaupajmo si in začnimo razmišljati o šoli. Kajti v šoli smo tudi že krepko na tesnem. Če smo imeli pred 2 letoma 165 učencev, jih imamo danes 195 in si zelo, zelo žibelimo glave tudi s tem problemom. Dajmo iti dalje. Hvala lepa. Najlepša hvala. Jaz bi samo rad poudaril še en podatek, da boste razumeli, zakaj pač se nam tudi mudi z izgradnjo vrtca. Kot sem poudaril že prej, eno je za investicija vrtca, drugo pa je sanacija šole, potem, ko se vrtec umakne od UN. In veseli me, da imamo letos po dolgem času spet 2 oddelka 1. razreda, ki se bo vpisal letos septembra.
Naprej, Peter Leopold. Moram reči, dosti govora o tem vrtu je bilo. Moram reči, da res 10-12 ljudi je take v Trojici, ko so proti temu vrtu. Če pa ostale vprašamo, pa smo vsi za to, da se vrt zgradi. Jaz sem bil takrat predsednik skupščine, ko smo vrte te privatne hiše preselili v šolo, pa smo bili zelo veseli, pa ni bilo nobene diskusije. Naslednja stvar, o čem nismo govorili, to zemljišče je bilo v privatni lasti. In smo takrat na pobudo krajevne skupnosti se z Divjakom Petiksom, vse pokojnim, dogovorili za zamenjavo in skupaj agrokombinatom. In v tej investiciji je tudi vrednost zemljišča, ki je zdaj občinsko. Ne rabimo niti evra plačati, mi smo tudi to videli. In seveda govorijo zdaj proti vrtcu tisti, ki otroka nimajo, ali pa seveda ne hodijo v vrtec. Dajmo vprašati tiste, ki imajo otroka v vrtcu, pa vidijo. Toliko je bilo, da je govora o vrtcu, jaz mislim, da smo lahko počasi s tem zaključili in komaj čakamo, da bomo lahko prerezali ta trak novega vrta. Hvala lepa. Tudi jaz. Hvala. Naprej. Ja, zdravo, Ribič Robert. Mi smo se na novo preselili, v bistvu letos komaj. Smo pa začeli 4 leta nazaj graditi in tudi je bila tematika takrat vrtca, na kratko samo. Jaz zelo pozdravljam to, da se vrtec naredi, tudi situacija, da so otroci v kletnih prostorih. Pač kdorkoli ima vnuke, kdorkoli je, karkoli ne bi dal otroke v tako situacijo, tako da vrtec mora biti nov. Bi pa mogoče še tu samo vse občane, pa vse, ki so tukaj, opozoril tam pri Somu križišče, zelo dosti otrok je v teh novih naseljih in situacija je taka, da se ljudje naganjajo tam mimo. Tudi po ulici Rojka Slapernika, tule je dosti otrokov, ki skače iz dvorišč. Dajte malo biti previdni, prosim, malo imejte samo v glavi, da je ful otrok, skiroji se peljejo dol po hribu in naenkrat je križišče z glavno cesto. Pa mogoče tu na mestni svet bi apeliral, da se razmisli, ali se bi tudi tukaj naredil en prehod, mogoče dvigen celo, zato da se malo umiri promet, ker otroci res preletijo dol, pa je glavna cesta in pač to je malo problematika. Ne? Hvala lepa. Hvala. Bomo preverili možne rešitve. Hvala. Naprej. Dani Vrečič tu. Jaz bi imel še nekaj zaradi cest. Ne? Do mene je dol 200 metrov gramozirane ceste, ki zdaj v teh 2 mandatoh ni bilo grama šodra pripeljana gor. Ne? Letos je bila v katastrofalnem mehka cesta, blato je ven šlo. Pol ste pripeljali za 2 šajtrgi šodra. Toliko, da se je tisto poglihalo. Razumete, pri prvem, ko ste prevzeli mandat pred 8 leti, ste imeli pobude občanov. Sem jaz dal vlogo not, pobudo za 200 metrov asfaltirane ceste, ker je občinska cesta dol. Ni samo moja cesta, ker tam, če bi bila moja, bi verjetno asfalt imel, bi sam naredil, pa je ne smem zapreti, zato ker jo imajo dol vsi ta veliki kmeti s temi ta velikimi traktorami vsem vozijo in ne moreš zapreti ceste. Razumete? In takrat sem dal pobudo za asfaltiranje te ceste z delno soudeležbo. Do danes še odgovora ni bilo. 8 letih mi niste mogli niti odgovora dati, kako si to predstavljam, kaj je. Cesta je v katastrofalnem stanju, jarke sami pucamo, vse sami delamo, čistimo kanale. Glejte, vlagam v njo, da lahko gremo od hiše. Ampak niti pogovora ni nikogar, da bi se. To je prvo. Drugo pa, ko sem prišel k vam na občino, redko kdaj prijem, ne. Pri vhodu pozvonim, ko so bile uradne ure, mi eden pride dol po stopnicah, ne vem, jaz jih ne poznam, pravi, sem pravil tega za komunalno bi rabo, ne, pravi ga ni v službi, kaj pa župan, tudi ga ni, pa direktorce uprave ni, ja pa sploh koga, ja rekel, ne more, te pa sem jim povedal to, kar je, ne, dobeni javni upravi, ki je državna, vi pa ste tu ni javna uprava. Vi ste z našega proračunskega denarja dobite plačo. Vi ste naš uslužbenec, pravzaprav. In ne moreš priti gor.
Je rekel, tam tudi moraš pri vratih počakati. Ja, pri vratih na resorju. Od tistega, ki boš počakal, s kom boš se pogovarjal. Ko so uradne ure, morajo biti vrate odprte, te steklene. Ne morete se zgovarjati, da tega ni v službi, onega ni v službi, vsega ne moreš videti, če gor do vrat ne moreš priti. To je napaka. Najlepša hvala, gremo naprej. Ja, srečno. Bojan Lipič na tej strani. Vprašal bi samo za zgodne varjane glede elektrike in telekomunikacijske. To so res tistih 5 hiš gore in mislim, kje je tu problem zdaj postal? Vam bom povedal osebno, ne me za tega javno to razlagam. Bomo pa uredili, mislim, trenutno se zelo... Če pa je kaki problem zaradi zemljišča, Ja. je tam ena služnostna pot, poleg... Takoj, ko gremo prestavljati elektromrežo, rabimo novo gradbeno dovoljenje, v tem je Ja, problem. pa za 20 Ampak bomo za tudi to- 20 metrov se tudi splača. Bomo tudi to naredili, ampak smo začakali na zadnje informacije, no. Ker pa usklajujemo dve firmi, ne, Telekom pa Elektro naenkrat. Da se morajo oni med sabo zaskladiti. Čakamo Ker je na... problem. Zdaj so tiste štenge malo postavili, ki je bilo vse na tleh. Pa Ja, ampak ko takole se- je bilo rečeno, da bo se to pošlihtalo, ne. Zdaj do ene strani se je naredilo, dalje naprej pa se je spet končalo. Ker imamo problem zaslužnosti tam. Yes. Naprej, še kdo? Če ne pa... Aha, Barbara Borlovan. Samo sekunda. Ne slišimo nič. Barbara Štrakl Borlovan. V imenu moje tašče Miline Štrakl bi vprašala, kdaj se bojo stopnice naredile na tistem mostičku, ker je zelo nevarno. Ona tam v Velikod pri jezeru. Aha. Pri jezeru tista mostička, ki je in je grozno še za mlajše. Ja, nekaj smo že sanirali, Žan. A res, zdaj pa? Daj, Žan, boš dal ti odgovor, kar vzemi mikrofon. Stopnice so se že naredile enkrat, ja, ampak so jih namerno uničili. Prav videl sem, z motorom se en čez peljal, pa jih je polomil. Bomo še enkrat. Hvala. Aha, Dominika. Dominika Mesarič je moje ime, iz Oseka prihajam. Jaz bi se gospodu županu in pa celotni njegovi ekipi zahvalila za odlično izvedeno sanacijo plazu v Oseku. V tej primeru bi tudi rada povedala, glede teh služnosti, ki jih imate, simpatija pa si nagajate en drugemu. 80% sanacije je potekalo po mojem zemljišču, z gospodom županom smo to rešila z lahkoto v roku pol ure, brez evra, da bi mogla karkoli dobiti odškodnine, ker je pač meni v interesu, da imamo lepo urejeno okolico in pa lepo urejeno cesto. To je prva zadeva. Tako da se mi zdi skrajno nesramno, da ga blatite, kakorkoli govorite okrog njega, okrog tega vrtca, sram vas je lahko vas, starejše, ki boste mogoče imeli vnuke, kogarkoli, da tako grdo govorite čez vse te zadeve, kaj so se tu zgodile. Moja mama je rojena tukaj. Ja, pa vam povem, taka, ko je bila občina takrat, ko je moja mama tu živela, pa kaj se je do danes, vse naredilo, se je naredilo ogromno. Največ pa v mandatu gospoda Klobase. To vam lahko jaz zagotovim. To res ni vas in vi, ki je tisti gospod je že šel, to je, vemo, ne? Glejte, vas finančno, vi pojma nimate o financah, to vam bom jaz zdaj povedala. Vi finančno rešite svoje težave doma, ostale finance pa pustite tukaj ljudem, ki so za to usposobljeni. Zdaj pa še druga zadeva, lepo prosim, če bi lahko dobili informacijo glede te... Sanacijo ceste. Tako, ja. To sem pozabil, sem povedal, Ja. smo se prej tudi pogovarjali. Ta sanacija, zdaj mi smo naredili popis ceste celotne Bukuje, samo da razložim, zakaj gre. Pri sanaciji tega plazu se je v bistvu je bilo en kup tovornega prometa, vseh tovornjakov težkih, zaradi tega izgradnje tega ogromnega
zidu in ta cesta se je uničila. Zdaj, če smo gledali nazaj, vidite, da je ta cesta, da je ta asfalt položen v bistvu skoraj brez podlage, tako da je bilo to pričakovano. Mi smo v tistih prvih ocenah neko sanacijo predvideli, ampak je absolutno premala. Dobili smo predračun za celotno sanacijo, ki je vredna čez 100.000 evrov. Zdaj bomo pa tiste ključne bomo sedeli nemudoma, ostalo bomo pa videli, kako bo šlo. Prav tako za cesto čez Bukuje pride na novo narejena bankina. Tako da računajte do konca meseca. Super, hvala lepa. Pa prosila bi še, če bi bila kakšna možnost, da bi se mogoče kakšni ležeči ti policaji naredili, ker se za ljudje, ko je pač na novo narejeno, tam vozijo nenormalno, tako kot so že tu prej povedali, tudi pri nas. Pa še mogoče, ne vem, postavitev kakega prometnega znaka z omejitvijo, ne vem, 40, 50, kakorkoli. To še ni zaključeno, pridejo. Prometna signalizacija še manjka, ni še zaključen projekt. Prav, hvala lepa. Naprej. Še kdo? Če da pa lahko še kako rečemo, najlepša hvala tudi svetnikom, svetnicam za to, da ste pripravili to pogostitev. Dajmo se pa družiti zunaj, lep sončen dan, tako da bomo še zunaj kako rekli. Najlepša hvala za danes in vse dobro.